Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Kot vedno je z nami predsednik Amedeo Madaluno in nocoj se bomo posvetili Kitajski. Seveda na naš način, ne bo šlo za nekaj zelo podrobnega. Mi delamo te uvodne videe, malo zgodovine, malo geopolitike, malo aktualnosti. To so nekoliko bolj lahkotni videi v primerjavi z običajnimi na kanalu, kjer gremo v podrobnosti geolokacij, satelitskih posnetkov in situacij. To so videi narejeni kot izhodišče za poglobljeno raziskovanje. Če nekdo nima pojma o Kitajski, nima pojma o Turčiji, si ogleda to, sicer pa lahko pogleda 2 uri in pol, ki sva jih posnela s profesorjem Grasijem, če želi kdo podrobneje izvedeti o stvarih v Turčiji. Kot si lahko razbereš iz naslova, ki si ga želel ti, velikanski introvert. In dejansko, če pogledamo tako situacijo v Ukrajini, kot tudi situacijo v Iranu, Kitajska ni bila posebej glasna ali tvegala. Rekli so, pošiljamo jim stvari, malo tako, ko so to naredili v Rusiji z Venezuelo, pošiljamo jim stvari in potem tvegamo, da izgubimo ugled. Bili so precej pasivni v primerjavi s tem, kar bi kdo pričakoval. Če gledamo stvari na zahodni način, od države s takšno močjo in takšnimi sposobnostmi. Ja, ampak potem, dragi Mirko, uvod se vedno splača dodati. To so uvodne epizode, kjer predstavimo določene teme, običajno so v komentarjih vedno takšni, ki se jezijo. In rečejo, ampak niste govorili o tem, pa niste govorili o onem. Nimamo namena v 2 urah YouTube prenosa zajeti vsega človeškega znanja. Imamo pa namen, to pa res, da vam damo ključe za razumevanje, orodja za poglabljanje, spodbude in iz študijev. Izhodišče, s katerim začenjamo, je pravzaprav Kitajska. Velikan, ki je introvertiran, se je teza mojega današnjega predavanja, globoka introvertiranost države, ki ima celinske razsežnosti. Videli smo posamezne države Bližnjega vzhoda, videli smo Magreb, videli smo balkanske države, Turčijo smo si ogledali, pokrili smo nekaj geografskih različic, Indokino, Indijo. S to serijo naših predstavitev držav se premikamo k 3 velikim silam, začenši prav s Kitajsko, torej velikimi silami s celinskimi razsežnostmi. Kitajska je na mednarodnem prizorišču manj odprta in ekstrovertirana. Je razmeroma tiha država. Če pogledamo tudi podnebje, imajo analizirano, da se ustavijo. Amerika, če pogledamo jug, krizo v zalivu, je v naših zahodnih očeh nesorazmerno tiha glede na svojo velikost. Kako to, da tako velika in pomembna država, prva ekonomija na svetu po nekaterih kazalnikih, ne povzroča hrupa? Povedano po domače, kako to, da ti ne delajo kot Američani in Rusi, torej ne bombardirajo naključnih držav, še nikogar niso bombardirali. Videli bomo, da so tudi oni imeli svoje male vojne, upamo, da jim ne pride na misel, da bi začeli še kakšno, ampak poskušali bomo razumeti, zakaj je vse to tako tiho. Tukaj vidite, zahodnjak si Kitajsko predstavlja tako, a ne? Obstaja velika napetost, velik strah, zaradi velike kitajske sposobnosti prodiranja na afriški trg. Tukaj imamo zemljevid ISP izpred nekaj let. Tukaj neumno sem odrezal datume, na katere se nanaša. Tako je bila Afrika pred približno 30 leti, med 20 in 30 leti. Edina izjema pa je bil Sudan, ki je bil takrat še vedno združen z današnjim Južnim Sudanom. Trgovala je Kitajska, je bila njen glavni trgovinski partner, tako je. Danes ima skoraj vse afriške države Kitajsko kot svojega glavnega trgovinskega partnerja. Hotel sem te nekaj vprašati o tem. Sovjetska zveza je celo pospešila svoj propad, prav zato, ker je vključila toliko držav z deficitom v Afriki, samo da bi imela več glasov in večjo pomembnost, kaj ne? Kitajska je v tem smislu prevzela to vlogo, z mehko močjo, ampak to počne na drugačen način. Torej, medtem ko so Rusi praktično subvencionirali in so te države postali mrtva teža, predvsem, ko je bilo obdobje spremembe vrednosti proizvodnje hrane. Kitajska pa poskuša iti naprej.
pripeljejo svoje delavce in neposredno izkopavajo. Torej lahko rečemo, da neposredno pridobivajo iz tega razmerja. Ni tako, da bi šli neposredno na pomoč brez povratka, tako rekoč. Absolutno, da. Kitajski pristop je komercialen pristop, je pristop gospodarske penetracije. In pazite, k temu se bomo še vrnili, ni takšen pristop kot sovjetski, ki je vključeval tudi ideološko penetracijo. K temu se bomo še vrnili, ampak si to zapomnite in shranite. Kitajsko prodiranje temelji na trgovinskem in gospodarskem pristopu, kateremu na to ste vi politični vpliv. Pristop evropskih kolonialnih sil, ki so zelo nepriljubljene pri afriški javnosti, je najprej vojaški pristop. Te osvojim, te celo iztrebim, na to pa sledi gospodarska podreditev. Ameriški in sovjetski pristop med hladno vojno je bil tako ekonomsko-političen in vojaški, kot tudi ideološki, predvsem komunizem ali antikomunizem. Kolonializem, antikolonializem, kolonializem, ameriška hegemonija. Vidite, kaj v bistvu ostane od francoske prisotnosti? Močna prisotnost v Gabonu, v Tuniziji, dobra prisotnost Južnoafriške republike v južnem delu celine in pod drugo, kaj najdemo? V Somaliji je v bistvu prisotna Turčija, turški prodor. Nato pa je Kitajska v državah, kjer prodira Kitajska, je zdaj prva sila, prvi evropski trgovinski partner. Ni več Francija, ampak poslušajte, to je naša Italija. Povečaj drugo karto, tisto bolj na levi. Evo, kot vidimo tudi mi, Evropejci, Kitajsko, tisto z vsemi regijami, evo, to je ta, vidimo, kako v razpravi, v dialogu, v dialektiki med Kitajsko in njenimi sosedi. Najlepša hvala, Antonijo, globus je res odličen, neskončno hvala. Vidite, province in guvernatorate, na katere je razdeljena Ljudska republika Kitajska, torej regije in avtonomne regije. Predvsem tiste, ki jih zgodovinsko naseljujejo etnične manjšine, kot so na jugu Junan, Tibet, Xinjiang ali vzhodni Turkestan, kjer živi številčna turško govoreča in muslimanska manjšina, ter seveda notranja Mongolija. Še ena regija, Ningxia, kjer živijo Hui, ki so Han Kitajci, vendar muslimanske veroizpovedi. Seveda avtonomija. Tako kot so tudi v Rusiji avtonomne oblasti, torej avtonomne, prijatelj dvakrat, no, avtonomije v resnici sploh ni. Poglejmo si sporne obmejne regije z Indijo. Indija, s katero se je Kitajska, če se prav spomnim, bojevala v 2 ali 3 mejnih vojnah, ki so se v bistvu končale z neodločenim izidom. Nekateri analitiki pravijo, da so zmagali Kitajci, ker drugi pravijo, da so Indijci zdržali, ker v bistvu je bilo neodločeno. To je imelo vpliv, ker je politika spala, ker z Gandijevo politiko Indija ni bila posebej oborožena. Namesto tega jih je kitajsko zahrbtno posredovanje, tudi v njihovih sporih s Pakistanom in podobno, pripravilo, da so spremenili mnenje. Tam se je začela militarizacija Indije. Kdaj je bilo to? 56, če se prav spomnim. Do takrat Indija sploh ni imela vojske, kot bi jo morala imeti, glede na to, kako velika država je. Popolnoma se strinjam, ja, tako je bilo. Potem imamo zelene pikice spodaj, torej tisti otoček, tista točka na skrajnem jugu je sporno območje z Vietnamom. In potem imamo Tajvan. O tem smo bili zdaj obveščeni tudi strani glavnih medijev. Tajvan, Republika Kitajska, to, kar je ostalo od nacionalistične Kitajske, ki si ga lasti, nadzor seveda nad celotno celinsko Kitajsko in moram reči tudi nad nekaterimi provincami, ki jih danes nadzoruje Rusija, nekaterimi ozemlji, ki jih nadzoruje Rusija, nad katerimi Ljudska republika Kitajska po drugi strani ne postavlja uradnih zahtevkov. Ne glede na to, kaj se govori, poleg nacionalističnih izpadov in notranje nacionalistične razprave, sivo so označeni otoki Ajdu,
ki so predmet spora z Japonsko. To je japonsko ozemlje, otoki Aizu, Senkaku v japonščini, vendar si jih Kitajska lasti. Torej, Zahod na Kitajsko gleda predvsem skozi prizmo njenih sporov s sosedi. In veliki strah, da bi to lahko pripeljalo do odprtih konfliktov, kar se je že zgodilo. Zakaj z Vietnamom? Kitajska je leta 77-78, če se prav spomnim, vodila mejno vojno, zadnjo vojno, ki jo je Kitajska vodila in jo izgubila. Tam pa ni dvoma. Kitajci so jo izgubili, poleg tega so bili odbiti z izgubami, hoteli so vsiliti svojo voljo Vietnamu. So bili to otočki med Vietnamom in Kitajsko? Ne, ni bilo to. Tisti so bili spopadi v 90-ih letih. Še prej je bila prava mejna vojna. Da, bila je mejna vojna, ki je izhajala bolj iz političnih kot iz ozemeljskih razlogov. Kitajci so želeli kaznovati Vietnam, dati lekcijo Vietnamu zaradi vietnamske kampanje proti rdečim kmerom v Kambodži, ki so bili naklonjeni Kitajski. Torej, če pogledamo zadnje vojne, ki jih je Kitajska vodila od leta 1949 do danes, od razglasitve Ljudske republike Kitajske, imamo Korejsko vojno, ki se je končala z neodločenim izidom, vojne z Indijo, 2 ali 3, se ne spomnim točno, tudi neodločene, in vojno z Vietnamom. Izgubljena, torej nekaj neodločenih in en poraz, in imamo še skorajšnjo zmago v vojnah, ki so jih vodili na morju od 90-ih let naprej. Vojne, spopadi, obračuni do zdaj. Torej vidimo, kako Kitajska z leti pridobiva vedno več samozavesti v svoji vojaški moči, predvsem v odnosu do svojih sosed. Torej, to je veliki zahodni strah, ki je Kitajska. Dodal bi še kitajsko-japonske vojne, v smislu, da je glavno delo opravila uradna vojska, tista Kenai-Kešeka, torej Čang Kajšeka. Komunisti so naredili zelo malo, nato pa so se praktično spopadli z nacionalisti, ko so bili ti že izčrpani, saj so skoraj 10 let trpeli pod japonsko okupacijo. Prav tako so se to pripisali, kot da so oni premagali Japonce v resnici. Vso izčrpanost je nosila nacionalistična vojska. Odločilen udarec pa so jim zadali Rusi, ko so napadli proti koncu leta 1945. So 45. Prav srek leta 1945, Mandžurija. Torej Mandžuko, oziroma kot se je takrat imenoval. Potem so si pripisali zasluge, da so ponovno zavzeli vso ozemlje, a v resnici je bila japonska vojska izčrpana in odločilen udarec so jim zadali Rusi, praktično. Točno tako, precizno. Zdaj te prosim za naslednji diapozitiv. Pozabljamo, da je Kitajska tudi to, njena notranja geopolitična karta. Kitajska je država kontinentalnih razsežnosti, zato jo lahko, tako kot vse velike države, beremo v koncentričnih obročih. Zgodovinsko jedro kitajske civilizacije, ki ni pomorska civilizacija, ampak hidravlična civilizacija, torej ena izmed velikih civilizacij, ki so nastale ob rekah, kot mezopotamska in egipčanska, leži med Rumeno reko in Modro reko, ki jo tukaj vidite označeni. Rodovitna tla, pridelava riža v južni Kitajski, pšenice v severni Kitajski, torej v bistvu hidravlična in avtoritarna civilizacija. Ni mi treba ponavljati, o tem smo že govorili, teorija Wittfogla o vzhodnem despotizmu hidravličnih civilizacij. To je jedro Kitajske. Velike kitajske cesarske dinastije, ki imajo korenine v tisočletjih pred Kristusom, kitajska civilizacija kot celota ima približno 4000 let, seveda, v polnosti. Smo okoli leta 1800 prconično štatom, če se prav spomnim, z prvimi dokazi tudi o pisavi in o centralizirani državi. Tako. Potem imamo province Fujian, Guangdong, ki jih vidite spodaj, Kitajska ob morju, kitajska civilizacija, ki se širi proti morju, s prvim cesarjem, Qin Shi Huangdian. Tisti, ki je začel gradnjo Velikega zidu, je zgradil terakotno vojsko in podredil nekatera plemenska kraljestva na jugu države. Nato pa pride naslednja dinastija, dinastija Han, tista, ki bo vzpostavila diplomatske odnose z rimskim imperijem, katere ime Han
še danes nosi najpomembnejša kitajska etnična skupina, Han, Kitajci torej. In na to sledijo naslednje dinastije, ki se vedno bolj približujejo morju. Dinastija Tang, tista v času največjega razcveta kitajskega imperija, ki bo imela tudi floto, s katero bo poskušala bojevati v Koreji. Dinastija Song, ki jo vedno bolj potiskajo proti jugu turška in nato mongolska ljudstva s severa države. In nato naprej dinastija Yuan, prav mongolska dinastija, potomci Džingiskana, ki bodo kitajski, smo že v 14. stoletju začeli dajati meje, ki jih danes poznamo. In potem so tu še rdeča območja na severu, Mandžurija, tunguska ljudstva, iz katerih bo nastala zadnja dinastija. Če ste gledali film Zadnji cesar, izjemen film, to je to. Dinastija tunguskega izvora, Mandžurci, notranja Mongolija, od koder bodo prihajala turko-mongolska ljudstva, Huni, nato turška ljudstva in mongolske dinastije. Torej ljudstva altajskega izvora, ne kitajskega izvora, ki bodo močno prispevala k prenosu budizma na Kitajsko, naprimer. In s tem tujih idealov, preko teh ljudstev bo v Kitajsko prišel islam, bodo povezava s Svilno cesto. Torej, v bistvu potem na zahodu, tisto, kar imenujemo vzhodni Turkestan ali Xinjiang, ali pa ga poimenujte, kakor želite, s kitajskim imenom, s turškim imenom in tako naprej. Ujguristan, dežela starodavnih dinastij, vedno turško govorečih, dežela širjenja manihejstva, islama in nestorijanskega krščanstva ter območje, prek katerega se je širil budizem. Most z Indijo. In potem spodaj Tibet. Torej, nehanske dežele, ki so bile večkrat v zgodovini tributarne različnim kitajskim dinastijam in zato jih Kitajska zahteva kot svoje, ampak kulturno niso kulturno Kitajci. Torej, Kitajska v svojem zgodovinskem jedru je kopenska kultura, je kultura dveh rek, je hidravlična kmetijska kultura riža in pšenice. Podobno kot vse zgodbe sveta, kaj ne? Mezopotamska kultura, civilizacije vedno nastanejo okoli rek. Rad bi te vprašal, kako homogena je danes Kitajska z vidika etničnih skupin? Ali ta razlika še vedno obstaja, ali pa so razen najbolj oddaljenih območij bolj ali manj homogeni? Ker je homogenost pomemben dejavnik, če se želiš spustiti v spopad med velikimi državami. Oni imajo na desetine in desetine etničnih manjšin. Prebivalstvo, ki šteje 1 milijardo in 400 milijonov, ne samo 1,5 milijarde, čeprav tako pravijo, ampak do tega še pridemo, prebivalstvo 1 milijarde in 400 milijonov ljudi ima na desetine in desetine različnih etničnih skupin, ki so uradno priznane. Osrednje jedro kitajskega prebivalstva predstavljajo Han Kitajci, torej prebivalci s sinitsko kulturo in jezikom, ki imajo kulturno dediščino konfucijanizma, predvsem pa tudi budizma, taoizma, svojih tradicionalnih religij, svojega kitajskega poganstva. Da so te populacije asimilirale etnične manjšine, no to je stvar zgodovine. Oni seveda, tudi če pogledajo obrazne poteze, znajo razlikovati Kitajca z severa od tistega z juga, pa tudi od tistega iz notranjosti. Seveda tudi naglasi. Uradni kitajski je mandarinski kitajščina, kitajščina iz Pekinga. Vendar se na jugu Kitajske, zlasti v Šanghaju, govori veliko narečij, veliko narečnih različic. Obstajajo katoliški Kitajci, ja, torej obstajajo tudi različne verske skupine. Narečne različice, vse z enakim pisnim sistemom. Tradicionalna kitajščina, ki ima na 10 tisoč znakov, in poenostavljena kitajščina, ki jo je poenostavil Mao Tse-tung z nekaj tisoč znaki. Zdaj nisem sinolog, popravite me, če govorim neumnosti, ampak pomembno je poudariti to, torej določena homogenost kitajskega ljudstva. Potem imaš predvsem v plemenskih območjih na jugu, v Yunanu, Tibetu in Xinjiangu, izrazite kulturne identitete. Ampak pazi, Kitajec Han ali Kitajec Han, tudi če je muslimanske vere, si bo zgradil svojo mošejo s pagodami. To sem videl na lastne oči. Obstaja močna težnja kitajske civilizacije,
velika moč kitajske civilizacije, da prebavi vse, kar je prišlo. Mongoli so se sinizirali, Turki so se sinizirali, muslimani so se sinizirali, jezuiti, znameniti evklidski jezuiti, oblečeni kot bonzi, da bi vstopili na dvor cesarja, kot poje Batjato. Razumeli so, da če želijo prinesti krščanstvo na Kitajsko, se morajo obleči kot budistični duhovniki. Za prevajanje krščanskih besedil so uporabljali konfucijanske kulturne reference in upodabljali devico Marijo kot boginjo Huangin, ki je boginja sočutja v budizmu, na primer. Kitajska je dežela prepletanja sinkretizmov. Osnovna kultura je konfucijanska, ki je filozofija življenja. Vendar obstajajo vse različne božanstva kitajskega poganstva in božanstva taoistične religije, ki je še ena religija. Zanimivo je tudi, da sta budizem in šintoizem imela zelo močan vpliv na Japonskem. Šintoizem je domač na Japonskem. Šintoizem, ki ima veliko skupnega, če pogledamo, z starodavnimi, recimo. Prevzamejo nekatere stvari iz kitajskega budizma. Naprimer, Zmajeva krogla, zgodba o bogu Šimi in roman Potovanje na zahod, ki je tipično kitajski. Japonska in korejska kultura prevzemata veliko iz kitajske. Tako kot zahodne kulture veliko prevzemajo iz grške in latinske, obstaja neka kulturna osnova. Šintoizem je japonski. To so globoke korenine. So korenine, na primer, tudi krščanstva. Znamenita številka 12, ki sega vse do obdobja Gilgameša. Da si ustvarite predstavo, obstajajo sumerske stvari. Znamenita papeževa koničasta kapa v obliki ribe, ki celo jasno ponavlja, evo. Točno tako, prav tako je. Torej, ti obstajajo. Manihejstvo, ki je religija iranskega izvora, popolnoma izdimila v Iranu, preide na Kitajsko, kjer postane misterijska religija, ki se širi v tajnih sektah, ki nato ponovno ustvarijo triado, torej kitajsko mafijo. Naslednja luč. Obstajajo med državo in različnimi verskimi skupnostmi, med treni, v času komunizma in tako dalje. Na Kitajskem je država vedno nadzorovala religijo. Cesar mora voditi obrede, to pravi že Konfucij. Zato so tradicionalna kitajska religija, konfucijanski obredi nebu, taoizem pod cesarskim nadzorom. V cesarskih palačah je taoistična pagoda, konfucijanski tempelj, budistični tempelj, religije pod nadzorom države. Seveda to povzroča trenja z velikimi univerzalnimi monoteizmi, islamom in krščanstvom, z vsem, kar to prinaša. Kitajska država danes pod rdečo dinastijo se imenuje komunistična partija, vendar je le ena izmed drugih cesarskih dinastij, rdeča dinastija, ki poskuša početi to, kar so kitajski cesarji vedno počeli, torej nadzorovati religije. To povzroča težave predvsem z katoliško cerkvijo glede imenovanja škofov. Z dialogom, ki se nadaljuje, ki ga vodi kralj. To je napredek po desetletjih preganjanja kristjanov in pomembnih odprtih, ki jih je naredil papež Frančišek. Zanimiv pa je kitajski pristop, namesto nasilnega japonskega pristopa. Naprimer, spomnite se upora kristjanov in nato iztrebljenja kristjanov na Japonskem. Pravzaprav so jih izgnali, iztrebili in izgnali, celi gradovi so zgoreli, kjer so se kristjani skrivali in so jih oblegali. Kitajci imajo raje metodo nadzora. Ni smiselno nasprotovati religiji, bolje jo je neposredno nadzorovati. Poskušajo nadzorovati, Kitajci imajo tak pristop, kar pa ne izključuje tudi hudih preganjanj, predvsem v času maoizma. Ampak kitajski pristop je nekoliko manj oster kot japonski. Kitajska se zdi neustavljiva, vendar ima velike notranje slabosti. Imam dragega prijatelja, s katerim sem potoval po Kitajski lansko poletje, ki je videl vsa kitajska mesta kot izjemno moderna. Z roboti, ki ti pripeljejo hrano na dom.
taksiji, prvimi avtonomnimi avtomobili, vse električno, vse izjemno moderno. Hodil je naokoli in ponavljal: dovolj, oni so zmagali, predajmo se. Bil je šokiran nad modernostjo Kitajske. Kitajci niso zmagali, ker imajo demografsko situacijo, kot jo vidite tukaj, ki je uničujoča. V primerjavi s tem je v Italiji stanje dobro. Kitajska ima uničujoč demografski zlom, zato veliko vlagajo v avtomatizacijo, v robote. In potem seveda to. Z neučinkovitostmi, ki jih povzroča gospodarstvo, ki je še vedno plansko, še vedno v veliki meri centralizirano, kar povzroča izkrivljeno razporejanje virov, kar je v čistem tržnem gospodarstvu manj prisotno. Tako so regionalne vlade, da bi se pokazale v dobri luči in dosegle cilje rasti BDP, v Sovjetski zvezi proizvajale ogromne jeklene plošče, ki niso služile ničemur, na Kitajskem pa gradijo mesta. Ko potujete po Kitajski, vidite slavna mesta duhov popolnoma prazna. Nima veliko smisla, če pripadajoči demografiji ustvarjaš vsa ta mesta. To sicer dvigne BDP, ampak potem ostanejo katedrale v puščavi, po katerih je tudi Italija znana. Katedrale v puščavi. Ampak tukaj greš na veliko. Torej, zgradili so mesta za milijone prebivalcev, ki so prazna in bodo ostala prazna. Torej, razumeš, da s tem zapravljaš sredstva, kapital, energijo in tako naprej. Prav, hotel sem postaviti vprašanje, ker mislim, da je to nekaj, o čemer se nikoli ne govori. Kako se gleda na migracijo na Kitajsko? Videli smo, da je pomanjkanje ljudi v Evropi dobesedno pripeljalo do velikega prisilnega preseljevanja zaradi vojn, lakot in podobno, pa tudi namernega. Se pravi, spomni se 500 000 silcev, 2 milijonov Turkov v Nemčiji in tako naprej. Bila je tudi v narekovajih iskanje poceni delovne sile. Ali ima Kitajska kakšne politike, ki pravijo: pridite na Kitajsko ali kaj podobnega, ali pa ni posebej odprta? Japonska kultura je grozna. V zadnjem času so naredili, pred kratkim sem gledal, spomnil se, Ciao Giappone, kanal, s katerim sem imel prenos v živo pred 4 leti. Jih tudi lepo pozdravljam. Ki pravi, da so zdaj na Japonskem, na primer, precej bolj omejili pridobivanje vizuma. Stvar je taka, da če želiš podaljšati vizum, moraš biti prej vsaj 5 let na Japonskem, delati, plačevati ogromne davke, govorimo o 1000 evrov za vizum. Torej, Japonci, ki so to že vedno imeli kot splošno kulturo, imajo to zdaj še bolj. Postali so še bolj zaprti kot običajno. Torej, konfucijanske kulture so v osnovi zaprte. Vendar ne iz zlobe, ampak ker so to kulture, ki se jim je težko prilagoditi. Kitajska je imela v svoji zgodovini zelo odprto kulturo za tuje vplive. Prevzeli so vse religije, ki so prišle od zunaj. Budizem, torej, ki doživlja velik preporod, ker kot vse stare družbe se tudi Kitajska obrača k fatalizmu. Budistični templji so polni tako. In so polni, paradoksalno, mladih. Mimogrede, vprašam svojega kitajskega vodiča, ampak vi pravite, da je država uradno komunistična država in torej ni ločena. Uradno promovirate sekularnost. Ampak zakaj? Tukaj je budistični tempelj v Šanghaju, poln mladih, ki molijo. Ona te pogleda, 30 sekund razmišlja, kakšen odgovor lahko dam. Na Kitajskem je verska svoboda. Ne, država spodbuja sekularnost, spodbuja, da razumem, to je refren. Ampak zakaj je tukaj polno ljudi iz budističnega templja vseh teh mladih? Na Kitajskem je verska svoboda, ne ponavljaj mi pravljice, ki so ti jo naročili ponavljati. Jaz sem bil včasih tudi precej oster in tako naprej. Ja, v resnici je veliko mladih budistov, so se vrnili k budizmu, četrtič sem jim postavil vprašanje. Torej, to so vsi znaki, ki ti jih daje družba. Dejansko so mi potem razložili, da mladi molijo, da bi opravili izpite v šolskem sistemu, ki te zmelje, kot je korejski ali japonski. Ker moliš, si obupan, ne moreš opraviti zelo težkih izpitov. Če te ne sprejmejo na univerzo, si pečen ali pa plačaš podkupnine.
ker je to država, kjer je problem uničujoče korupcije, o tem bomo še govorili. Torej, je Kitajska zelo odprta do drugih kultur, zelo radovedna. Oprostite, ampak komunizem, tako kot budizem, ni kitajski izdelek, kaj ne? Ampak jih sinizira. Socializem s kitajskimi značilnostmi, razvoj s kitajskimi značilnostmi, budizem, indijska religija s kitajskimi značilnostmi. Torej, Japonska zelo prevzema tehnologijo, je zelo radovedna glede sveta, vendar noče tujcev. Po mojem mnenju je problem v tem, da je na eni strani močen rasizem strani ljudi, na drugi strani pa je težko prilagoditi se kitajski kulturi, že samo učenje jezika. Afričan, ki pride v Evropo, že zna 4 besede v francoščini. Odnos z Evropejcem je bil že posredovan skozi kolonializem, medije, religijo, morda krščansko, kaj ne? Kongovec in katolik, hočem reči, in govori francosko. Lažje se je prilagoditi življenju v Belgiji, v nekdanji kolonialni državi, kaj ne? Na Kitajskem se res težko prilagodiš kulturi, ki je popolnoma... So prednosti in slabosti. V smislu, da nimajo odnosa, kot ga imamo mi, spornega z Afriko, zagotovo začneš z manj problematično tabulo raso, z vidika odnosov. Potem pa so morda jezikovne ovire, omejitve te vrste in oddaljenosti. Skoraj vse afriške države govorijo francosko. Torej, in o geografski oddaljenosti. In potem, fantje, ne slepimo se o rasizmu. Ljudi, ki morda ni tisti zlobni rasizem nas, Evropejcev ali Američanov, ki si nadenejo belo kapuco na glavo in če si temnopolt, te zažgejo. A nas, Evropejcev, ki ustanavljamo čudne stranke in napadamo priseljence, kaj ne? Na Kitajskem tega morda ni, tudi zato, ker vlada tega ne bi tolerirala. To se dogaja v obmejnih regijah, kjer so Kambodžanci, Tajci, predvsem kambodžanska dekreta, ki jih ugrabijo in jih triade poštajo v prostitucijo. Torej, to obstaja. In morda v tistih območjih pride tudi do linča tujcev, a o tem se potem ne govori. Ker to vlada ne odobrava preveč, nočejo dati takšne podobe Kitajske, vendar se to vseeno dogaja. Ampak povem vam, greš na Kitajsko, si Evropejec, ljudje so šokirani, radovedni, v Šanghaju manj. Ampak če greš v Čongčing, v notranjosti se želijo slikati s tabo. Z dolgim nosom, dolgonose nas kličejo, ker imamo za njih dolg nos. Dotikajo se ti brade. Jaz sem imel dolgo brado v tistem obdobju. So se dotikali tvoje brade. To ni rasizem, je pa nekaj nenavadnega, ko vidiš tujca. Si predmet radovednosti. To si, dokler si moški. Spremljam kanal Il Mercato, o Američan v angleščini, ki govori popolno kitajščino, ki se zabava, ko hodi v kitajske lokale na Kitajskem in začne vse naročati v kitajščini. In oni so presenečeni, da govori odlično kitajsko. Vidijo ga kot vesoljca. Ko sem se jaz sprehajal s svojim prijateljem, so naju ustavljali, hoteli so se dotakniti brade, hoteli so narediti fotografijo in tako naprej. Bilo je malo kot čudo na sejmu, ampak ni bilo sovražnosti. Ko je skozi Šanghaj šel temnopolti, ker je bila tam ameriška reprezentanca, ne vem kjerega športa, za ne vem kjero prvenstvo, je bila to čudna stvar, kot vesoljec. Torej, je bilo vsaj malo, če že ne odkrite, sovražnosti. Je tujec čudna žival? Evo, tega si se dotaknil. Seveda, nihče ne zna niti besede angleško, ne, v notranjosti, v Šanghaju, mestu, ki so ga praktično ustanovili Angleži. V 5-zvezdičnem hotelu. Vsi s telefonom in Google prevajalčkom. Tako da je prišlo do velikega nacionalističnega preobrata in umika. Kasneje vam bom to razložil, ker bomo prišli do tega. Prosim za naslednji prosojnico. Krhkosti Kitajske. Gospodje, ali ne opazite nič nenavadnega na tem zemljevidu, medtem ko priklapljam napajalni kabel v računalnik? Poglejte tukaj. Združene države so razumele, da če želijo udariti po Kitajski, morajo uporabiti naftno pipo. Vojne na Bližnjem vzhodu. Od invazije na Irak leta 2003, zdaj z Iranom in Ormuzom, Venezuela,
Torej, če želiš škodovati Kitajski, moraš udariti tam. Združene države imajo še vedno nadzor nad morji in ožinami. Kitajska nima vojaških baz po svetu za projiciranje moči. Zdaj si ti mojster vojaških vprašanj, ampak ta zemljevid je zelo nazoren. 54. Mislim, dokler imaš prednost, jo izkoriščaš. Ja, res je. 54% nafte, ki jo Kitajska uvaža, prihaja z Bližnjega vzhoda. Potegnite zaključke. Sami potegnite zaključke. Potem je zgoraj še Rusija, razumem. Ampak, skratka, Kitajci raje diverzificirajo, kot da bi bili odvisni od Rusov za nafto in plin. Imajo čuden pogled na Ruse. Imajo folkloren pogled. Moj vodič iz Pekinga, naš vodič iz Pekinga je rekel, ja, to je čuden sosed. Vidimo jih kot pijance, ki jahajo medveda. Za nas so folklora. V središču Pekinga je bila trgovina z ruskimi izdelki. V ozadju je igrala pesem Katjuša. Prodajali so vodko, prodajali so čokolado, folklora. Ampak na vladni ravni. Ko sem vprašal svojo vodičko, ampak boste vi napadli Tajvan? Jaz sem res postavljal vprašanja. On se ni spomnil. Nekega dne bom prejel telefonski klic iz kitajskega zapora. On ni bil vprašan in je odgovoril, mi nismo Rusi. Ton je bil, mi smo neumni kot Rusi, da bi začeli napadati druge države. Upam, da je imel prav. Tajvan se bo vrnil k matični domovini, vendar na miren način. To vam samo podajam tako, kot je. Zdaj, naslednji diapozitiv. Kako odgovoriti na to? Odvisno od kraja. V Pratu? Ne. V Livornu tudi ne. Vsi bari in vse kitajske restauracije, ne. Po mojem mnenju gre za navado. V Pratu nihče ne opazi Kitajca kot ima. Fantje. Ampak normalno je, da oseba... Če greš na otok Svalbard, boš verjetno edini Kitajec na otoku Svalbard. Nekdo bi se ozrl naokoli, ne? Torej je vse relativno. Ampak to je zaradi tega, ker ni velikega dostopa v tem smislu. Ni načina, da bi to pritegnili. Poglej Ameriko. V Ameriki je vsega, ker so vsaj pred Trumpom recimo bila zelo kozmopolitska država v tem smislu. Tako je vedno gradila svoje bogastvo na priseljevanju. Ampak potem ponavljam, pravkar sem rekel, da na Kitajskem nisem videl, niti slišal za tisti slab rasizem, ki ga imamo Evropejci do neevropskih prebivalcev. Pravkar sem rekel, da so v Ameriki črnce, ki so jih tako ali drugače ugrabili in pripeljali kot sužnje v Ameriko, zažigali člani Ku Klux Klana. Ne razumem, zakaj hoče biti ta človek problematičen glede vsega. V Milanu, če si Azijec ali črnec, te nihče ne gleda po strani. V tako kozmopolitskem mestu. Če greš v nekatere dele moje domače province, v Bergamu, te gledajo po strani. Ampak ne, če si črnec ali Azijec, ampak če si iz druge regije Italije. Torej, začnimo s kontekstom. Tako. Prosim za naslednji prosojnico. Zahodna strateška kultura in kitajska strateška kultura. Tukaj sem dal šah, tukaj pa igro Go. Go je japonsko ime, kitajsko ime, če se prav spomnim, je Weiqi, kar zagotovo izgovarjam zelo slabo. Reči Go v japonščini je veliko lažje. Veliko stvari, ki so kitajske, do nas pride prek japonske kulture. Bonsai je kitajskega izvora. Oblačila in kimono so kitajskega izvora, ne, veliko stvari. Nekateri pravijo, da naj bi celo suši imel kitajske korenine. Tu se ne bi opredeljeval. Ker pa je bila Kitajska zaradi komunizma desetletja zaprta, medtem ko se je Japonska odpirala Zahodu, zahodnemu potrošništvu, je veliko kitajskih kulturnih izdelkov do nas prišlo prek Japonske. Zdaj, zahodna strateška kultura. Šah in igra Go. Šah. Nasprotniki se soočajo simetrično, vsak svojo vidno, kodificirano potezo, da bi v bistvu osvojili sredino šahovnice. To je bitka.
Zahodna strateška kultura, od Tukidida prek Machiavellija, rimskih in srednjeveških vojnih priročnikov, Montecuccolija do Clausewitza. Zahodna strateška kultura je strateška kultura. Kultura bitke, kinetičnega trenutka pijama. Se pobijajo, kaj ne? Kitajska strateška kultura je Sun Tzu. Še večji in splošnejši je tisti, ki zmede sovražnikove načrte in zmaga v vojni, ne da bi sploh izbojeval eno samo bitko. Razumete, gre za kopernikanski preobrat. To je kopernikanska razlika. Obstaja tudi tehnična razlika. Go. Kot število kombinacij, to je nora. 3 na 361. In tukaj pridemo. Ampak tudi jezik. Pogosto se sprašujemo, zakaj so Kitajci tako močni v matematiki. No, poskusi ti, če moraš za branje običajnega časopisa poznati vsaj 2 ali 3 tisoč znakov. Se pravi, že od malih nog delaš ogromen miselni napor. Mi se zadovoljimo s tem, da imamo 21 črk, da si predstavljamo. Njihova igra je veliko bolj zapletena, večkrat bolj zapletena od šaha. Ja, ker igra Go ni osnovana na tem, da osvojiš sredino šahovnice in se tam boriš. In zmaga tisti, ki poje druge ali matira kralja. Igra Go se zmaga tako, da preprečiš nasprotniku, da bi osvojil več točk, da bi se premikal. To je zadušitev in je počasnejša, je daljša. Torej, je kitajska strategija tudi posredna strategija, vpliv prek kitajskih skupnosti v tujini, uporaba obveščevalnih služb, uporaba triad kitajske mafije. Tem Deng Xiaoping na široko odpre vrata. Patriotične triade, kaj ne? Ne odgovarjam Dantu, zato ker pravi, govori o svojih dekletih. Fantje, naučiti se morate, kako delujejo statistike. Primeri prijatelja, mojega bratranca, ne štejejo. Govori se o tem, koliko odličnih umov z matematiko pride na dan. Ne samo zaradi demografskih razlogov, ampak tudi zaradi spodbude družbe. Ta družba te pripelje, podobno kot v Sovjetski zvezi, kjer je bilo izjemno veliko inženirjev. Zakaj? Ker so sovjetske družbe predvsem spodbujale tehnične študije. Recimo v Romuniji je bila filozofija ukinjena, da si predstavljate. Seveda je potem nastalo veliko več inženirjev in ker so izobraževali veliko več inženirjev, je bila tudi večja verjetnost, da se pojavi več vrhunskih inženirjev. Kot da bi bili vsi prisiljeni postati inženirji, kaj ne, v tem smislu. Seveda so potem večje možnosti, da se pojavi nekdo na višji ravni, ampak enako velja za Japonsko. Tudi na Japonskem imajo določeno nagnjenost k učenju, ki izhaja iz izjemno strogega režima. Ker vse prisilijo in neizogibno je potem več izjemnih posameznikov, ki izstopajo. Sistem sam je izjemno naravnan k temu, da ustvarja sposobne ljudi, ker so spodbujani že od začetka. Torej, če je nekdo dober, v tistem sistemu napreduje, pri nas pa mogoče študira na Damsu. Morda bi bil odličen matematik, pa študira na Damsu. Mi lahko malo zožiš sliko, diapozitiv, da se vidijo knjige. Tukaj Clausewitz o vojni, Sun Tzu, umetnost vojne. Seveda sem poenostavil, fanti, ne jezite se, moramo, evo. Potem naslednji diapozitiv. Vstopamo v razmišljanje. Tukaj se vprašam, primerjave narejene na podlagi podatkov, na pamet. Koliko podmornic ima Kitajska, koliko podmornic ima Amerika, koliko ladij ima skupaj Kitajska, koliko jih ima Amerika, koliko fregat. Ker vidiš, da imajo Kitajci ogromno število ladij, pa še vsa obalna straža in ribiške ladje, ki jih je mogoče zaseči ali uporabiti za vojaške namene. Kitajci imajo nešteto trilijonov ladij in zato, kot je rekel Enrico, predajmo se, zmagali so. Ni dovolj. Kitajci zadnjo pomorsko bitko, ki so vodili konec 19. stoletja proti Japoncem in so jo izgubili. Potem niso več izvajali zapletenih pomorskih operacij,
Mejni spopad z Vietnamom v 90-ih letih pa so, kot smo rekli, dobili. Američani so nastali kot pomorska sila. So pomorska sila. Že več kot stoletje. Američani so prvo amfibijsko operacijo z marinci izvedli v 19. stoletju proti berberskim piratom iz Severne Afrike. Američani to počnejo že res stoletja. Naučili so se lekcije. Katera je bila največja nevarnost v zvezi z ameriško vojno za neodvisnost? To je bila britanska pomorska blokada. Takoj so razumeli, da moraš imeti svojo mornarico. Prve ladje, kot sta bili Constitution ali Trincomalee, so bile že načrtovane. Ker nismo sposobni proizvesti toliko kot Angleži, so bile naše fregate temu primerne. Ker imajo oni Live Oak, posebej trd les, morajo biti sposobni soočati se z več ladjami hkrati. Takoj so razumeli, kaj je odločilni dejavnik angleške moči. Poglej, tudi na tem grafu, ki je malo star, spodaj piše tonaža 1,8 milijona. Zdaj je morda 2,3 celo, 2,5 milijona. Ker imajo v resnici veliko ladij, ampak če primerjamo ognjeno moč ameriškega rušilca z ognjeno močjo kitajskega rušilca, ugotoviš, da imajo kitajski rušilci tretjino ognjene moči ameriške ladje. Tudi če je stara, recimo 20 ali 30 let, da si lažje predstavljaš. Zato ne bi smeli gledati samo števila po razredih, ampak tudi kakšno oborožitev imaš na krovu. Naprimer, nikoli nisem gledal na rusko mornarico, tako da bi rekel, da je ruski rušilec enakovreden ameriškemu rušilcu. Ali da je ruska križarka enakovredna ameriški križarki. Zakaj? Ker so Rusi svoje ladje natlačili do roba. Moskva ali Kirov, če želite, sta imela skoraj dvakrat večjo ognjeno moč kot ameriška primerljiva ladja. Ker je bila ruska strategija takšna, da so vedeli, da jim bodo uničili floto. Zato so v spopadu izstrelili vse, kar so imeli, in poskušali povzročiti čim več škode. Zato samo primerjava ladje ene klase proti ladji druge klase ne pove celotne zmogljivosti. In poenostavljam, izpuščam tehnologije, komunikacijo, na kakšni ravni lahko komunicirajo, se usklajujejo in tako naprej. Večina tega, kar imajo Kitajci še vedno, čeprav se izboljšujejo, z vidika domače proizvodnje, in poiščite si posnetek v živo, ki smo ga naredili z Lanzaro in Busijem. Bodite pozorni na kitajsko parado. Na zadnji kitajski paradi vozil sovjetskega izvora ni bilo. Vse je bilo domače, vse narejeno doma, medtem ko imajo v mornarici še vedno veliko izvedenk. Recimo ena od 3 letalonosilk je še vedno stara letalonosilka, ki je bila narejena v Ukrajini. Pa vendar, kaj Kitajci še vedno kupujejo od Rusov? Zelo pogosto letalske motorje. Ker pri tem, ne vedno, ampak pri tem so Rusi še vedno boljši od Kitajcev. In mislim, da je to zadnja stvar, ki Rusom ostaja kot prednost. Prednost, ki bo s časoma izginila. Prosim za naslednji diapozitiv. Reforme, naložbe, modernizacija in potem govorimo tudi o korupciji. Kot vidite, sta se Kitajska in kitajska vojska spremenili. Od razglasitve Ljudske republike leta 1949, Ljudska osvobodilna vojska, ki ni organ Ljudske republike Kitajske, ampak je organ Kitajske komunistične partije, ki jo nadzoruje preko Centralne vojaške komisije. Torej, Ljudska republika Kitajska nima svoje vojske. Kitajska komunistična partija pa ima svojo vojsko. Torej, močan politični nadzor nad oboroženimi silami, kot v vseh komunističnih državah. Tako, bila je osredotočena na kopenske enote. Generalštab Ljudske osvobodilne vojske je neposredno nadzoroval vojsko. Bil je generalštab vojske. Potem sta imela mornarica in letalstvo svoj lasten generalštab. Prednost je imela vojska. Bili so zelo zaostali, ni bilo koncepta skupnih operacij, mornarica in letalske sile so bile le podaljšek kopenskih enot. Kitajska doktrina se je skozi desetletja razvijala. Ko so v 90-ih letih začeli uvajati koncept skupnih operacij, zavedli so se,
Kaj so Američani dosegali z zalivsko vojno v Iraku v zgodnjih 90-ih letih? Tako se je kitajska doktrina tam razvijala, saj so Kitajci zelo dobri v preučevanju tega, kar počnejo Američani. Prišlo je do velikega razvoja. To je bila stara struktura, da si lahko predstavljate, če kdo želi nekaj zelo podrobnega, kar je zelo povzemalo, to je bila struktura, da si lahko predstavljate, v času Stalina. Dal sem vam vse ustreznice, to je bilo v prenosih o čistkah, da bi videli, kako je bila večina strukture sovjetskega stavka praktično prevzeta s strani kitajske vojske. Vsaj do zadnjih 5 let. Zdaj se veliko spreminja, naprimer na tvoji prosojnici so bili vidni nova poveljstva, kaj ne? Struktura poveljevanja, narejena po regijah in tako naprej, nekoliko spominja na ameriške poveljniške strukture. Torej se spreminjajo z operativnega vidika. Tam še vedno ostaja politični del, kajti politična administracija, to je bilo v Rdeči armadi, še vedno obstaja, torej politika v komisiji za pravne zadeve, v centralnem komiteju in še vedno imajo del politbiroja. Kot vidite, je popolnoma ostal. Politbiro, stalni odbor, mimogrede, ki nadzoruje vse veje vojske. Poleg tega opravljajo tudi ocene stališča, kdo mora napredovati in kdo ne. Ocene, ker se ne ocenjujejo samo na operativnem, taktičnem, strateškem področju, ampak tudi z političnega vidika. Zato je zanimivo videti, da se razvijajo. Moja teorija v prenosu o čistkah je bila, da to posodabljanje oboroženih sil močno nasprotuje političnim diktatom. Če želiš imeti učinkovito vojsko, kot postaja Kitajska, in izvajati združene operacije, moraš imeti določeno stopnjo operativne, strateške in taktične neodvisnosti. Veliko višjo, kot je po mojem mnenju stranka pripravljena dovoliti. V zgodovini je bilo več primerov, ko ne rečem uporov, so bili tudi poskusi državnega udara, ampak vsakič, ko je vojska poskušala dvigniti glavo, jo je stranka postavila nazaj na svoje mesto. In v tem trenutku kitajska vojska praktično nima več generala, ki bi imel izkušnje z vojno. Prišli bomo do tega. Torej, kitajska doktrina, kot smo videli, se razvija v vedno bolj medrodovno logiko, vedno bolj tehnološko usmerjeno. Zdaj, če se prav spomnim, pravzaprav Centralna vojaška komisija usklajuje generalštab za različne oborožene sile, ki pa so osredotočeni na 5 poveljstev znotraj vojaških območij, medrodovno. S tistim, kar je bil drugi artilerijski korpus, ki je postal samostojno funkcionalno poveljstvo, strateške raketne sile, ki imajo medcelinske balistične rakete z jedrskimi konicami. Ta logika je zdaj v bistvu logika skupnih medrodovnih sil zahodnega tipa. Na naslednjem diapozitivu pa je velik problem po eni strani korupcija v oboroženih silah, kot v vseh strukturah kitajske vlade. To je država, ki ima res nor problem s korupcijo in kitajski državljan to ve in to sprejema. Zakaj vlada tolerira korupcijo? Ker je to orodje, ki ga potem uporablja za čistke. Če so vsi pokvarjeni, imajo vsi neki za skrit, vsi so lahko odstranjeni. To je vzorec čistk, ki jih je pravkar izvedel Xi Jinping. Odstranil je med drugim tudi generale z najbolj samostojnim razmišljanjem, med katerimi je bil zadnji, ki je imel izkušnje v boju, častnik, ki je sodeloval v kitajsko-vietnamski vojni. Če se ne motim, je bil Zhang Yuxia zadnji, kaj ne? Zhang Yuxia, točno tako. Torej, odstranjen. Pod preiskavo je eden, ki še vedno aktivno služi. Kolikor do nas sploh pride kakšna novica iz Kitajske, fanti, ker ni ravno neke velike transparentnosti. Ja, videl sem nekaj novic, na katere sem naletel za tisti prenos v živo o čistkah. V resnici sem ugotovil, da enega ni odstranil Xi Jinping, ampak ga je odstranila druga klika. Tako so se odstranjevali tudi med seboj, da bi poskušali prevzeti oblast. Potem je prišel Xi Jinping in ker je zmagovala klika Zhang Yuxia, jo je Xi Jinping
odstranil. In zato se niti ne ve, ali bodo imenovali druge, ali bo prišlo do reforme. Trenutno on opravlja to funkcijo, v bistvu, ampak ostal je samo on. Kako je rekel Gozanti, jaz jih imam 4 ali 5, vsi so skregani med seboj, da se ne morejo videti. Točno tako. Evo, to je bistvo. Torej, ko analiziramo kitajsko vojsko in sposobnost Kitajske za vojskovanje, govorimo o državi z ogromnimi industrijskimi zmogljivostmi, ki jih mi na Zahodu ne bomo več dosegli. Ogromne tehnološke zmogljivosti, ki jih mi na Zahodu danes težko dohajamo, demografija je uničena, koga bojo poslali umreti v vojno? Edince, zato se robotizirajo, kaj ne? In vojska, ki jo pestita nepotizem in korupcija, kjer so napredovanja bolj odvisna od politične zvestobe kot od sposobnosti. In brez izkušenj. Torej, to je bistvo. Kaj govorim? Da v Združenih državah ni korupcije. Ne pravim tega. Da v Združenih državah ni nepotizma. Ne pravim tega. Da v Združenih državah ni napredovan zaradi politične zvestobe. Dovolj je pogledati, kdo je trenutni sekretar za vojno. Torej, recimo, da trenutna ameriška vodstva pravijo, da želijo nasprotovati Kitajski. Ampak v resnici delajo zastonj. Skratka, to je stvar, ki je povsem očitna. Seveda ima vse to na Kitajskem drugačen obseg. Kitajski obseg. Potem je res, da imaš industrijsko proizvodno zmogljivost, ponavljam, ki je Zahod ne bo več dohitel. Ne bomo jih več ujeli. Moramo ga obglaviti. Tako. Vendar pa je treba povedati tudi, da Kitajska nima bojnih izkušenj, kot jih imajo Združene države, in upanju, da jih tudi nikoli ne bo imela. To je bistvo. Po drugi strani pa je na področju tehnologije konkurenca odprta. Tukaj se umikam pred tabo in pred Markom Busiem, vendar vam dajem nekaj iztočnic za razmislek. Kitajska je, rekli smo, da je Kitajska komunistična država. Da. Po ustavi da. Še vedno imajo 5-letne načrte. Stvar, ki opredeljuje komunizem, je državna, javna, kolektivna lastnina proizvodnih sredstev. In danes si lahko lastnik, celo zemljišč in stavb. Poleg tega tudi tovarn, torej je privatizacija proizvodnih sredstev skoraj povsem zaključena. Tako je, prehod v kapitalistično državo de jure, poleg tega pa tudi de facto v zelo napredni fazi. Obstaja pa stranka, ki se imenuje Komunistična partija, ki ima po ustavi Ljudske republike Kitajske prednost v vladnih organih. Obstajajo tudi druge manjše stranke. Na Kitajskem je 8 legalnih strank. 7 je marionetnih strank, popolnoma neuporabnih. Komunistična partija ima prednost. To je komunistična partija, ki ima po statutu in mislim, da tudi po ustavi Ljudske republike Kitajske prednost. Nanaša se na Marksovo misel, marksizem-leninizem, Mao Zedonga, Deng Xiaopinga in na to Xi Jinpinga, ki je jedro partije. Če potujete po Kitajski, ne boste našli knjige Maoja. Grem v knjigarno v Šanghaju, kjer so knjige v tujih jezikih, tam je ena knjiga Maojevih pesmi, vendar je tukaj kotiček Xi Jinpinga. Grem v Šanghaj, v stavbo, kjer je bila ustanovljena komunistična partija Kitajske, tam prodajajo knjige Xi Jinpinga. Tam je morda bila ena knjiga Maoja. Ampak tisti kotiček, ali vsak voditelj skuša ta kult osebnosti prenesti z enega na drugega? Prava ideologija, gospodje moji, ni komunizem ali socializem s kitajskimi značilnostmi, kar je izraz, ki ga oni uporabljajo in ki je po mojem mnenju veliko bolj zanimiv. Prava ideologija je nacionalizem z kitajskimi značilnostmi, z močnim nadzorom ene same stranke, ki je pravzaprav nova cesarska dinastija. In prav s takim nacionalizmom, ki se kaže kot zavedanje o starodavnosti in nadmoči kitajske kulture. Dal vam bom nekaj iztočnic o nekaterih ideologih. Wang Huning, ki je pravi vodilni intelektualec in referenca za Xi Jinpinga ter kitajsko komunistično partijo.
Wei Wei in Jiang Suetong, ki so trije veliki ideologi novega kitajskega nacionalizma. Nekateri, kot je Yang Suetong, so bolj nostalgični doma, drugi, kot je Wang Huning, imajo bolj sodoben pristop, vendar gre za nacionalistične teoretike. Kaj ostaja od Ma? Slika na Rdečem trgu, knjige pa ne boste našli. Kitajski maoizem, za razliko od sovjetskega komunizma, pa se nikoli ni posebej trudil širiti tukaj, niti financirati maoističnih strank. Bili so povezani z rdečimi kmeri in z nekaterimi gverilskimi frakcijami, afriškimi, vendar so bili bolj kot ne stranke v tujini, ki so se sklicevale na Maoja, so se razglašale za maoiste, kot na primer indijski naksaliti maoisti v Nepalu, kot Sendero Luminoso v Peruju. Če se ne motim, Kitajska ni poskušala podpirati teh strank, ni počela tega, kar je počela SZ, ki je financirala, podpirala, včasih celo vojaško, plejado komunističnih strank po svetu. Kaj je ostalo od Maoja na Kitajskem? Malo kulta osebnosti, nekaj predanosti. Na ravni partije pa je v praksi v resnici zelo malo tega. V današnji Kitajski je več Xi Jinpinga kot Maoja. Tukaj gre bolj za konfucijanstvo kot za komunizem. Torej, inkogni je rešitev za vaše in moje težave. Zato, gospodje, se zahvaljujem iskreno. Prejemam veliko več nadležnih sporočil, vem, da ga veliko mojih sledilcev uporablja, saj je inkogni podaljšal sodelovanje tudi za naslednje mesece. In spet je tu predsednik Mortadela. Bravo, David, takoj si razumel citat. Tukaj smo, oprostite za prekinitev. Naslednji diapozitiv, gremo na brana priporočila. To pomeni, da vse, kar sem vam danes povedal, niso blodnje norca. Ne zato, ker ne bi bil nor, ampak ker to niso blodne. Obstaja obsežna bibliografija, torej Nikola Kristadoro je bil gost tega kanala, strokovnjak za obveščevalno dejavnost, napisal je to odlično knjigo o kitajski posredni strategiji. Kako se izvaja poteza zmaja? Vsekakor vam priporočam, da to preberete. Torej, to ni nesporen tekst, tukaj zelo, zelo učinkovit. Kaj pa vojaška vprašanja? Simone Dossi je morda največji strokovnjak za kitajsko strategijo v Italiji. Za založbo Mulino je nedavno izšla knjiga Jeklena zidina, ki analizira kitajske doktrine. Torej, Simone Dossi vsakih 23 let želi knjigo analiz o kitajskih doktrinah. Bere dokumente in spremlja kitajsko spletno stran, zato preberite njegove knjige. Treba je povedati, da Kitajci svojih doktrin ne objavljajo. Dejansko v knjigi to razloži s primeri. Potem špekulirajo in poskušajo priti do tega, kot to počnejo Američani. Poglejte, ukvarjamo se z večplastnim vojskovanjem, izdajajo članke ali podobne stvari, ker ni bele knjige. To počnejo tudi Rusi, ker tudi Rusi napišejo doktrinarni dokument, saj enega okvirnega, predvsem o tem, vendar Rusi ga napišejo. No, tisti so bolj splošni, vendar, na primer, če pogledamo, kaj je bilo napisano v 90-ih letih, so Američani res veliko stvari vzeli k srcu. Obstaja ogromna razprava o večdimenzionalnem vojskovanju, doktrini in tako dalje. Kitajci pa ne, ni knjige, ki bi rekla, to je tisto, kar bi radi naredili. Treba si je priskrbeti belo knjigo, ki jo vsakih nekaj let objavijo. Kar zadeva doktrine, je referenčno besedilo o kitajskih vojaških doktrinah, tisto od Defense, za tiste, ki berejo angleško. China's military strategy 1949, torej to je nekoliko staro. Zakaj torej aktivna obramba? Je bila prva doktrina. Je bila pasivna obramba, v smislu, ti nas napadeš, mi te napadamo kot ose. Prideš, napadeš in mi te napadamo kot ose z vseh strani. Potem so ugotovili, in tukaj pride Zahod v igro, še posebej po prvi zalivski vojni. Če čakaš, da te nasprotnik udari, če so to Američani, te spravijo na tla. Zato tega ne moreš narediti. Torej se vrneš, spremeniš koncept, torej aktivna obramba, oddaliti nasprotnika, kar je pravzaprav tisto,
kar počnejo vse vele sile. Rusi imajo fiksacijo na tamponske države, Američani pa želijo voditi vojno povsod, razen v Ameriki, po možnosti na obalah Evrope ali Avstralije ali na Tajvanu. Oddaliti ga, oni pa imajo koncept aktivne obrambe. Mene zelo preseneča, še posebej, ko gledam, kaj se dogaja na Kitajskem v zadnjih 20 letih, da so se iz japonske izkušnje naučili skoraj vsega. Če pogledamo obdobje, ko se Japonska industrializira in začne izzivati Rusijo, In potem tudi zahodnjake na splošno, ki pozabijo celo na svoje tradicije, torej prevzamejo zahodnjaška oblačila. Poglejte si, čeprav je malo slab film, ampak Zadnji samuraj je malo neumnost, čeprav je ohlapno navdihnjen. Ampak ima nekatere poteze, ki so realistične. Naprimer to, da nisi več smel nositi samurajske pričeske in podobno. Potem so se počasi sprostili, ker so ugotovili, da ni nujno, da imaš suknič in kravato, da bi kaj naredil. Prav, lahko se tudi spomniš svoje kulture. Ni naključje, da so med drugo svetovno vojno izdelali več kot 3 milijone katan. Ker je ta kultura ostala, čeprav so v 20-30 letih prepovedali nošenje meča za lažjo predstavo. Torej so se stvari spremenile. ker če pogledamo japonski militaristični In gospodarski napredek, tudi z industrijskega vidika, je zelo podoben kitajski poti. In dejansko, kakšna je bila? Japonska ideja bila je ustvariti sfero skupne blaginje in povečati območje vpliva okoli Japonske, da bi se lahko borili proti morebitnemu nasprotniku čim dlje od domovine. na koncu različne rešitve vedno pripeljejo do istega zaključka. Če moraš ustvariti vojaško silo, mornarico in tako dalje, torej ta koncept aktivne obrambe. Ko sem videl črte, ne samo tiste slavne s 13 črtami, potem je odvisno od dokumenta. Ampak tudi druga črta, do katere bi radi prišli Japonci, zelo spominja na črte, ki so jih želeli doseči. Malo, 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 en. Torej ta aktivna obramba pomeni obrambo, ki je veliko bolj oddaljena od domovine. Ne govorimo o obali med Kitajsko in Tajvanom, govorimo o tem, da bi prišli daleč onkraj Tajvana. Celo začeti se približevati Guamu, kar je koncept, se so to mednarodne vode. Kdo mi prepoveduje, da tam držim svoje sile? Mi. Točno tako. Zaradi tega se sklicujem na knjigo, ki sta jo napisala dva moja prijatelja, Izziv Pacifika, ki je knjiga. Ja, skratka, sprejme se, dodajmo še to, kakšno infografiko, kakšno knjižico tistih majhnih, kratkih, ki nimajo nobene zveze. Edini, ki govorijo o tej temi. Tako, torej je malo, kot rečemo v slovenščini, referenčno besedilo. Zdaj, šale na stran, za tiste kot je Lanzara, ki so navdušeni in občutijo spolno vzburjeni. O tehničnih podrobnostih letal so vse Erionove knjige, ta je o J-20, o stealth lovcu. In potem so tu še knjige Arpia Publishing, ki pa, kot vidim, vedno manj izdajo. Naredili so čudovite stvari, res. Na vrhu je Flashpoint China z analizo vseh vojaških okrožij, letal, celo z približno oceno njihovega števila. In tako naprej, različice Suhoja, ki so jih uvozili, proizvajali na Kitajskem po licenci ali kopirali. Odlična založba, zelo malo objavlja, sploh ne vem, če še obstaja ali je že nekaj let zaprta. Rekel bi, da je danes glavno merilo Alien Publishing, tako po kakovosti kot po stalnosti produkcije. O vojaških vprašanjih bomo govorili kasneje. Tukaj je kitajska zgodovina za tiste, ki berejo v francoščini. Imamo Etiena Balaža, Nebeška birokracija, raziskava o gospodarstvu in družbi tradicionalne Kitajske. Veliki sinolog, morda največji sinolog velike francoske sinološke šole, ki je dala Marcela Graneta, ki je ustvaril izjemne stvari. Etienne Balaž na ekonomskem in sociološkem področju, morda najpomembnejši pri založbi Il Mulino. Vrnitev k Konfuciju, ki pojasnjuje, kako prihaja do ponovne ocene Konfucija, ki je bil skoraj prepovedan med kulturno revolucijo. Torej, pri Maoju, kaj se zgodi na neki točki? Začne se trenje, ko ima več moči v svojih rokah, izžene sovjetske svetovalce, slavni
kitajsko-sovjetski razkol, torej spor s Hruščovom, moramo se industrializirati. Veliki skok naprej. En očiten razlog, da uničuje mit o Stalinu. Zato Mao ustvarja svoj kult osebnosti. Tako je, veliki skok naprej. Vsi naj živijo v komunah, vsi naj obdelujejo zemljo, vsi naj proizvajajo jeklo v razpršenih in neučinkovitih jeklarnih. Unicimo vrabce, da ne bodo jedli žita. Rezultat, milijonov mrtvih ne moramo prešteti, Ocenjuje se 40 do 60 milijonov. Da? je ena stvar, ena nora stvar. Torej, kaj naredi Mao? Čudno je, ker so točno iste napake kot v Sovjetski zvezi. Industrializacija, kolektivizacija zemlje in tako dalje. Potem so to bolj drago plačali drugi, naprimer Ukrajina, pa tudi drugi kraji, tudi znotraj države. Tudi to je zanimivo videti, da ponavljajo točno iste napake z točno enakimi rezultati. Z svetovalci Hruščova, ki so mu govorili, ne delaj tako, mi smo to že doživeli. Ampak jih je on odslovil. Torej, kaj naredi? Mao naredi samo kritiko in sproži kulturno revolucijo, v bistvu mobilizira mlade člane partije in odstrani stare, ki so ga kritizirali, ter utrdi svojo oblast z rdečimi gardisti. Kitajska pade v kaos, ki je praktično državljanska vojna, iz katere bo izšla šele po Maojevi smrti. Tako, Kitajska izgubi leta zgodovine v primerjavi s preostalim svetom. In Deng Xiaoping bo moral odpreti državo, jo modernizirati in tako naprej. Konfucij, ki je bil s kulturno revolucijo odrinjen na stran, kasneje bo rehabilitiran in ta knjiga razlaga vso zadevo. Potem, kar zadeva okvir in staro kitajsko zgodovino, knjige Žana Seljeja, Atlas ljudstev Azije, se mi vedno zdijo neprekosljive. To je povzetek, poda čudovito sintezo, je strog, je natančen. Knjiga je neprekosljiva. 2 razmisleka o sodobni Kitajski, 2 razsvetljujoči knjigi pod pogledom Kitajske na Združene države. Torej, ameriško ogledalo o odnosu ljubezni in sovraštva med Kitajsko in Združenimi državami. To je izjemna knjiga, bere se na dušek, tako dobro je napisana. Moje čestitke avtorju, ki ga nisem poznal, to je nora knjiga, preberite jo. Kako se je Kitajska odprla v 80-ih letih, kako je sprejela ameriško kulturo in kaj se je potem zgodilo. In potem je to ozaveščanje odprtosti skoraj izdano, ker se Kitajci počutijo izdane za strani Američanov. Ampak kako, želeli smo se vam odpreti, zdaj pa nas vi zavračate. Ampak tudi vrnitev kitajskega nacionalizma, ta knjiga, ki jo je napisal kitajski zgodovinar, torej kitajski pogled na Kitajsko, vzpon in padec cesarske Kitajske, socialni izvor razvoja države. Teza te knjige je razsvetljujoča. Zgodovina Kitajske je praktično bogati menihi. Reven samostan, revni menihi, bogat samostan. Ko imaš močnega cesarja, močno centralno oblast, ki zatira nastajajočo buržoazijo, zatira aristokracijo, zatira lokalne avtonomije, kitajska država je močna, a civilna družba osiromaši in poseje semena kasnejšega razkroja. To je kritika Xi Jinpinga in pohvala Deng Xiaopinga. Odrekni se malo centralne moči. Dovoli razcvet buržoazije, aristokracije, trgovstva, naj rasteta trgovina in civilna družba, kaj ne? Pa vendar je na Kitajskem mit o močni vladi, ker je ideja Xi Jinpinga. Mi smo naredili velike stvari, ko smo imeli Qin Shi Huangda. Tisti, ki je pregnal Mongole in Hune, dal zgraditi veliko kitajsko zidovje, cesarji Ming, ki so pregnali Mongole, Mao, ki je pregnal Japonce. Torej, izgon tujih napadalcev izvede močan kralj, močan cesar. To Kitajska potrebuje. Se tudi nam v Evropi ne manjka mita o močnem voditelju. Čestitke, najlepša hvala. Kitajska bo prevladovala v 21. stoletju, vendar jo bodo omejile njene notranje slabosti. Če bi vedel, bi ti lahko povedal, ampak potem bi te moral ubiti, ne vem. To je pretežko vprašanje, nimam pojma. Morda se te dve stvari niti ne izključujeta. Morda bo Kitajska najpomembnejša država 21. stoletja. Vendar njen vpliv ne bo absolutno prevladujoč in močan kot ameriški.
saj bodo njene notranje slabosti to preprečile. Kdo ve, morda se te dve stvari niti ne izključujeta. No, bom tole kar vrgel ven. Če Kitajska ne naredi napake in ne začne vojne, bo verjetno prva civilizacija na planetu, če ne naredi te napake. Tam, ker ima vse, kar potrebuje za moč, ne da bi jo moral nujno uporabiti. Z vidika kinetike imajo največje gospodarstvo, največjo industrializacijo, dobro uporabljajo mehko moč, nimajo kompromitirajoče zgodovine z večino planeta. Morda ne ravno za Indijo in Tibet, ampak za preostali svet to nasplošno ni problem. Torej, dovolj bi jim bilo, da ne začnejo vojne, da ne naredijo napake, ki jo naredijo vse države, ki se industrializirajo, militarizirajo in tako dalje. Da začnejo vojno, ker bi bila to največja katastrofa za tako državo. Na žalost nam 4000 let vojaške zgodovine govori, da se vedno konča tam. Upam na kitajsko modrost, ker so bili iskreno v tej zmešnjavi, s katero se ukvarjamo zadnja 4 do 5 let, Kitajci edini bolj racionalni in razumni. Do zdaj niso imeli neumnosti, da bi vodili vojne in delali zdrah po svetu. Obstaja komentator, ki piše, v vsej njihovi tisočletni zgodovini nikoli niso poskušali iti preko svojega geografskega območja, nikoli niso izvajali kolonialnih odprav. Katero je njihovo geografsko območje? Kdo to določi? Geografsko območje. Ne? Tudi Kitajska je imela svoje ekspanzionistične faze, videli smo prej od 2 rek, potem naprej in tako naprej. Tudi zato, ker je to prekleta ogromna celina. Kdo odloča, katera je geografska cona? Ali večni oče vsakemu določi geografsko območje? Tako ne deluje. Pejdi vprašati Turke iz Turkistana in Kitajce, ne pravim, da želim biti sinofoben. Rumena nevarnost. Pravzaprav, tako kot Mirko, upam na kitajsko modrost in upam, da je to tisočletna civilizacija, ki jo je treba globoko spoštovati. faccia valere in modo positivo. Po drugi strani pa tudi nočem idealizirati vsega, kar ni zahodno, niti tega, da so zahodnjaki, belci in kolonialisti slabi in poguba sveta, drugi pa dobri. Torej, nočem delati iz tega je... Malo teorije, ne? Lahko je, da so nune krepostne v samostanu prinesemo diskoteke in potem bomo videli. Enako velja tudi tukaj. Bomo videli, ko bodo imeli ogromno vojsko, ogromno mornarico, ali se lahko zadržati, ali pa jih bodo uporabili. Ker je težnja, da ga uporabiš na račun zgodovine, ki jo imaš. Torej, tega ne smejo početi. Nočem biti niti sinofob, niti sinofil, niti misosin. Želim podati čim bolj objektivno razlago. Tukaj vam dajem vire, kasneje bomo delili prosojnice. In zdaj prosim, Mirka, upam, da nas Giovanni Cecchini spremlja. Rekel sem mu, ne nas spremlja, ker je tukaj moj filmski vložek Lanzara, tukaj je fetiš za letala, jaz sem cinefil, profesorici Mariji Di Cardeli. Kako lahko gledamo na Kitajsko v svetu? Kaj Kitajska izvaža kot kulturni izdelek? Kuhinja in film. Obožujem kitajsko hrano. Vsaj enkrat na teden grem v kitajsko restauracijo. To je moja najljubša kuhinja. Zdi se mi res raznolika in tudi zdrava. S tem, da zažgeš kruh oziroma olje. Praktično velike kulture ustvarjajo velike kuhinje, o tem ni dvoma. Torej, potem raznolika kuhinja z regionalnimi posebnostmi, z visoko kuhinjo, dvorno kuhinjo, izjemno ljudsko kuhinjo. Kino. Drugi velik izdelek je kino. Torej, kitajsko kinematografijo lahko gledamo to kinematografijo, da bi razumeli tisto zgodovino, tisto civilizacijo. Tukaj vam želim vzeti še 10 minut. Svoboda izražanja je bila v najslabših obdobjih maoizma v Hongkongu, kjer se je rodil tudi akcijski film. Tukaj vam dam Harbolda, ki je klasika, pa tudi bolj intimističen, bolj introspektiven film. Če še niste videli filma V razpoloženju za ljubezen, fantje, je to eden mojih 10 najljubših filmov. To je film z izjemno nežnostjo, milino in introspekcijo. Fotografija, glasba, igralske interpretacije. To je ganljiv film, poln vrhuncev in liričnosti.
Resnično si ga morate ogledati, In the Mood for Love si morate ogledati. To je introspektivni film, kjer vidimo globaliziran Tajvan, poslovneže, ki potujejo po svetu. Jaz sem naslednji Hardboiled Dremulla. Rekel sem Tajvan, rekel sem Hongkong, oprostite, Hongkong. Hong Kong na Hardboil. In to je akcijska kinematografija, je zabavna kinematografija, je kinematografija, ki zelo hitro ustreza okusom zahodnega in ameriškega občinstva. Torej tudi pogled na izvoz kulturnega izdelka. Jezik se na to počasi začne razvijati, tudi na celinski kitajski, z odprti v 80. in 90. letih novi filmski jeziki na celini. In imamo kinematografijo, ki začne osvajati nagrade v Cannesu. Zlato palmo. Z Bogom moja konkubina Chen Kai-geja, ki zdaj snema propagandne filme, a takrat je snemal svobodne filme. 90. leta so bila obdobje svobode na Kitajskem, večje svobode. In potem 4 Oskarje za Wu Xiaopian, kar je žanr fantastičnih ali kostumskih filmov o borilnih veščinah, Tiger, Zmaj. Fantastični, vendar z zgodovinskimi referencami. Ker je zanimivo. Nekateri mojstri, ki so tam omenjeni, kot naprimer Zelena sablja in podobno, v resnici izhajajo iz mitov. Ang Lee, izjemen režiser, ki je posnel 4 filme, obožujem tudi celo serijo, naprimer Bitka treh kraljestev. Lepo, lepo. Za razliko od indijske kinematografije, ki mi je ogabla, Bollywood, indijsko-kitajski film, Indijski. je zasloval, ko je izdal nekatere filme o borilnih veščinah. Pozor, obstaja indijski umetniški film, obstaja tudi prefinjena kinematografija v Bangladešu. Žalost na poti je eden najpomembnejših filmov svetovne kinematografije. Tukaj je en s curkom. Pridem tja. Težava je, da indijska kinematografija postreže Salam Bombay, ki ga je naredila mati Mamdanja, župana New Yorka. Poleg tega pa ima ogromno produkcijo. Za razliko od tega popularnega filma, ki ne nagovarja neindijskih kultur. Te pleze res težko razumeš, če ne poznaš sklicev na hindujsko mitologijo. Kitajska kinematografija je našla svoj osebni jezik. Odprtost 90. let, pravico do kritike, družbeno kritiko, pekinške kolesa in tatove koles. Mojstrovina italijanskega neorealizma, ki kritizira razmere v italijanski družbi po drugi svetovni vojni. Tukaj se kritizira kitajska družba v času gospodarskega razcveta. Ti režiserji imajo pogum, da kritizirajo celo uspeh Kitajske. Danes je to nepredstavljivo. Pekinška kolesa in še en film, ki se mi zdi ganljiv, Ženska z reke o Suzhou River. Zelo težko ga je najti, moral sem si ga ogledati v restavrirani različici v kinu v Milanu, da sem ga sploh našel, sem se moral zelo potruditi. Ampak ta film tudi tukaj z lirizmom, z sposobnostjo filmskega pripovedovanja, brez pretiravanja strani režiserja. Kitajski film je film bistvenih, zelo čistih kadrov. Je film fotografije. Je film, ki pušča veliko prostora za interpretacije igralcev. Izstopajo slogi nekaterih režiserjev, kot so tisti v spektaklih kot Zhang Yimou. In zdaj bomo prišli do tega. Ker potem je tu še propagandni film Hero, spektakel. Zhang Yimou, ki je nasproti temu izjemno izrazit režiser, je režiser, ki pusti svoj pečat na tem, kar počne in veliko uporablja barve, velike kadre. Vlada mu posodi vojake, da nastopajo kot statisti, tako kot je Stalin to počel z Eisensteinom. Imenujejo ga kitajski Eisenstein, bil je režiser spektaklov na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2006. Torej, to je nor film, izjemno zabaven, veličasten, močan, ogromen, kolosalen. Ogromne bitke, seveda, borilne veščine so vedno pretirane, gost letečih bodal. Tako je, čas Zhang Yimouja, točno tako. Vendar je Hero propagandni film. Slavi se država, velika država, veliko kraljestvo, z velikimi zakoni, torej
Propaganda velike vrednosti. S sklicevanjem tudi na kitajsko ponižanje. Točno kičasta propaganda. Tukaj je bitka pri jezeru Changjin. Zame si ni mogoče ogledati filma o korejski vojni na ravni zgodovinske natančnosti. Miki Miška v krimski in korejski vojni. Gre za Japonce, kjer vidiš Kitajce, ki pobijajo Japonce kot Rambo. Ampak ne Rambo. Rambo v različici Hot Shot. Ja, res, take stvari. Kot naprimer Kitajec, ki ubije 700 Japoncev, čeprav zelo dobro vemo, kako je bilo v resnici. Če lahko rečem, to je propaganda. Danes se res dela propaganda. Najbolj oduren primer je kitajski Rambo, to je Wolf Warrior. Z vidika pa... Čakaj, bom pa eno zanesel. V tistem filmu je Scott Adkins. Ja. Scott Adkins, fantje, poglejte si njegove filme, če imate radi borilne veščine, ker ni zelo znan, ampak je po borilnih veščinah pravi zver. Scott Adkins. Tehnično ni kaj reči o Wolf Warrior. Tehnično ni kaj reči o bitki pri jezeru Changjin. Vidiš, da imajo sredstva, vidiš, da imajo denar, sredstva, vidiš, da jih znajo uporabljati, vidiš, da znajo narediti posebne učinke. Preveč računalniške grafike v bitki pri Changjinu, Wolf Warrior pa brezhiben, tako kot neki drug film o lovskem pilotu. Zdaj se ne spomnim imena, kitajska različica Top Guna, čudovit. 800 junakov, kolosalen film o odporu v Šanghaju proti Japoncem. Hočem reči, tehnično gledano, ni kaj reči v teh filmih. Problem je, da razen 800 junakov, ki je tudi sam po sebi dober. Ni slab, jaz sem ga videl, ampak glej, v tem so podobni Japoncem. Poglejte si Zadnje potovanje Yamato. Zelo retoričen japonski film. Zelo. Retoričen, zelo romantičen. To potovanje se je potem končalo zelo slabo. V zadnjem času me Japonci nekoliko razočarajo. Začenjajo snemati filme, ki so nekoliko nostalgični, ki slavijo stvari, ki jih sicer obožujem. Yamato je slaba zgodba, imenovali so jo Hotel Yamato, ker praktično ni naredila ničesar. In v zadnjem času sem opazil, da so Japonci dvakrat ponovno posneli filme o Yamato, ker je eden izšel pred nekaj leti. Može z Yamato, kjer se slavi žrtev. Ne? Torej, preveč retorike. Vidiš tudi upad okusa, torej ne veš, ali kitajsko občinstvo zahteva nacionalistične izdelke. Jaz ne mislim, da je nujno tako. Mislim, da jim jih vlada vsiljuje. In umetniška raven pade. Je, ker treba je povedati Jet Li, hero, ampak če greš gledat Gozd Bodal, že samo z estetskega vidika je čudovit in vse je imel tudi globoke koncepte. Jaz sem ga videl, bil sem še otrok, ko sem gledal te stvari, zdaj so že kar stari in jaz se spomnim, kakovost čaja ni pomembna, ko si dobre volje. Da. Zato mislim, da tudi kitajska kinematografija izhaja iz velike kulture, ki ustvarja vrhunsko kulinariko in vrhunski film. Razvoj kitajske kinematografije nam veliko pove o zgodovini, tudi kulturni, te države v zadnjih desetletjih. Kritični film, introspektivni film, kakovosten film, film za izvoz, propagandni film, bolj za domače občinstvo. Primerjamo z indijsko kinematografijo, z izdelki izjemne kulture, velikega realizma. Za Indijo mislim ves podkontinent. Žalost na poti, bengalski film, Salam Bombay, pa še veliko drugih izdelkov indijske kinematografije. Prefinjena kinematografija. In potem imaš to množico filmov v lokalnih jezikih, v tamilščini in tak dalje. To je največja filmska industrija na svetu, vendar ustvarja stvari, ki jih je zunaj podceline v bistvu nemogoče ponuditi. Morda le na kakšnem afriškem trgu. Tukaj so romantične zgodbe, telenovele, res je težko. Kitajska kinematografija ima dobro povprečno raven, ima dobro porabo za izvoz, Ampak kaj pa hočete, zelo je pod vplivom politike in tega nacionalističnega preobrata zadnjih let. Kar v letih 2000 in do 90-ih ni bilo.
Mimo grede, posebna pohvala na koncu za tiste, ki se želijo dobro nasmejati. Shaolin Soccer. Ena čista neumnost. Ena neumnost. Ampak tudi oni so se potem podali v komedijo, ki pa je že obstajala. Če pogledaš, je Jackie Chan snemal kar zabavne filme. Tako zabavne, da je potem pristal v Hollywoodu. Ampak njegovi prvi filmi so bili vsi posneti na Kitajskem. Celotna linija filmov Brucea Leeja, iz katere se je rodil žanr filmov borilnih veščin. Hong Kong. Vrata Kitajske na zahod in zahoda na Kitajsko je bil Hong Kong. Desetletja je imel... Glej, na kaj so me spomnili. Pijani mojster. Ne poznam ga. Lega je v slogu pijanca. To je nekaj fantastičnega. Pijali mojster. Poglej ga, ker je res dober. Zapisujem si, kitajski zid z Damonom, mislim, da je to grozot. Ampak to je bil poskus, da bi Zhang Yimou, če se prav spomnim, pripeljali v Hollywood, da bi ustvaril film. Se spomnite filma Milijonar, tistega indijskega, ki je osvojil Oskarja? Solzava limonada, solzava zgodba, ki ti izvabi solze. Ideja je bila, združimo Hollywood z Bollywoodom, kaj ne? Vzamemo zgodbo s srečnim koncem, ganljivo zgodbo, ki je všeč Američanom. Dodamo indijske plese, vključimo indijske igralce, ki govorijo angleško, ustvarimo most, tudi komercialni, med obema svetovoma in jim pomagamo osvojiti Oskarja. Ne pozabite, da o tem, kdo dobi Oskarja, odločajo velike filmske družbe iz komercialnih razlogov. Tako, filmska polemika, vendar, hočem reči, je ostala kot brazgotina. Patela je izstrelil kot igralca, ki je zdaj glavni igralec, producent, posnel je film Monkey Man, tudi borilne veščine, indijska akcija. Če pogledamo na zahodni trg, Patel kot igralec poskuša biti nekakšen most med indijsko in zahodno industrijo, z mešanimi rezultati. On ni slab, meni sicer ni posebej všeč, se mi zdi dober, izrazit, ima tisto obraz kot tepen pes, karkoli igra. Ste razumeli, da nisem navdušenec? Kitajska kinematografija je, po mojem mnenju, dosegla vrhove popolnega lirizma. Tako v dobro narejeni propagandi Heroj, kot tudi v Suzhou River ali v Razpoloženju za ljubezen, za katere menim, da so mojstrovine svetovne kinematografije. Ne kitajske kinematografije, ker je po mojem mnenju film resnično univerzalni jezik in ko ustvari mojstrovine, ustvari mojstrovine. Ker je 8,5 Fellinija mojstrovina za katerokoli kulturo, ki ji pripada. Ali pa Izžarevanje Kubricka je absolutna mojstrovina, lekcija iz filma za katerokoli kulturo, ki ji pripada. Kitajska kinematografija je večkrat dosegla te vrhove. Gospodje, rekel bi, da smo povedali vse. Vsaj v tem kratkem uvodu o kitajskem svetu in aktualnih temah. In kot vidimo, Kitajska v zadnjem času vohuni za bitu spirit. Poskušajo uporabljati OSINT tehnike zbiranja podatkov, da bi spremljali določene dogodke, vendar niso posebej glasni glede svetovnih dogodkov. Videli se bomo med tednom, verjetno za posodobitev. Ukrajina. Razen, če se Trump jutri zjutraj ne zbudi slabe volje in strese iz rokava, kdo ve kaj. Še en prenos v živo o umetni inteligenci, tokrat uporabljeni prav za združevanje podatkov za OSINT raziskave in tako naprej. Pripravljamo prenos v živo o Mehiki, Kombati Sama in tako naprej, ker so tam povezave Kitajska, fentanil, Amerika, skratka, jih je kar precej torej. Zelo se zahvaljujem predsedniku, ki se za te stvari odzove celo v nedeljo. Hvala vsem vam, lepo nedeljo in lahko noč. Čau, fantje, lahko noč vsem.